Tako da bi zdaj pa mogoče predal besedo kar predsedniku Krajevne skupnosti Ravenska vas, Primožu Virmanu, da še on pove, kako pa krajevna skupnost doživlja. Sicer krajevna skupnost seveda ne je kar ena krajevna skupnost, ampak krajevna skupnost, ki je vsa ta leta najbolj intenzivno doživljala to, kar se je v Lafargu dogajalo. Najprej lep pozdrav v mojem imenu pa imenu Krajevne skupnosti Ravenska vas. Jaz bi na kratko predstavil mogoče malo zgodbo, kako so se skupaj to dogajali. Zdaj bom rekel, naše nasprotovanje se je začelo sosežigu odpadkov leta 2003. Takrat je Lafarge Cement dobil poskusno dovoljenje za 6 mesecev. Naslednjo leto je prišlo do nekih dogovorov med krajevno skupnostjo in pa med Lafarge Cementom. Prišli do enega dogovora, da se postavi merilna postaja, krajevna skupnost zagotovi se pravi merilno mesto. To smo ga zagotovili v zaselku Zelena trava. Lafarge Cement pa je plačnik teh meritev. Dogovorjeno je bilo tudi, da nam na 3 mesece predstavijo te meritve, vendar se je to zgodilo samo enkrat in to za prvo tromesečje, kasneje pa tega zaradi, bi rekel, zelo slabih rezultatov in pa, ker na naše vprašanje niso znali, bi rekel, odgovoriti, tega ni bilo več. In do danes nismo dobili še nekih, bi rekel, uradnih meritev iz te merilne postaje v Zeleni travi. Mogoče smo jim tudi predstavitev, bi rekel, sosežiga odpadkov v krajevno Ravenski vas. Takrat so tudi videli, da je strani krajanov zelo veliko nasprotovanje tega. Zdaj bom rekel, naš pogovori, dialogi so se pa spomladi leta 2009 končali. Takrat so dobili dovoljenje za sosežig in so kljub našemu nasprotovanju takoj s tem začeli. Bi rekel, zdaj pri zaščiti svojih interesov je Lafarge Cement dostikrat tudi kršil naše dogovore in takrat je bi rekel, to je pri krajanih še več nezaupanje in pa nasprotovanje povzročili. In moram poudariti, da krajani Ravenske vasi nikoli niso zahtevali, da se zapre ta tovarna, ampak so želeli, da pač obratuje z neko čisto energijo, brez uporabe odpadkov in nam omogoča pač neko normalno življenje. In tudi vse aktivnosti v krajevni skupnosti so bile pač, so imeli neko osnovo v enih sklepih, ki so bile sprejeti na zboru krajanov in pa na posvetovalnem referendumu, se pravi o sosežigu odpadkov, in takrat so se v veliki večini s 93% odločili proti tem. Povedal bi, da ne vem, v današnjem času, ko nam je rečemo telefon, avto, recimo televizija, elektrika, neka samoumevna stvar, nam pa tle, ne vem, čist zrak, nam je pa, ne vem, predstavlja nek luksus in to se mi zdi popolnoma nerazumljiv. In zato so se tudi krajani takrat, so se, rečemo, redno udeleževali nekih protestov, ker so pač vedeli, da morajo to stvar rešiti danes, v tem trenutku, ker ne morajo to prenašati oziroma prepustiti svojim otrokom, ker je verjetno, da bo to prepozno. In bom rekel, jaz sem vesel na to, kar se zdaj naredilo in upam, da bo zdaj še boljše. V tem trenutku bi se še zahvalil odvetniški pisarni Zidar Klemenčič, pa občini Zagorje, ter njenemu županu Matjažu Švaganu in pa Eko Krogu. Hvala.